Lepo pozdravljeni in dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Današnji pravljični večer je nekaj prav posebnega, saj tokratno pravljico z velikim veseljem poklanjam 6-letni Trijani, ki naravnost obožuje prebiranje pravljic, ter njenemu bratcu Lanu. Trijana in Lan, sta si kdaj predstavljala, da obstaja nekaj, kar vaju povezuje s tistimi, ki jih imata najrajši na svetu, pa četudi so včasih tisti trenutek daleč stran od vaju. Nekaj, kar vam vlije pogum, ko vam je težko in vam ogreje srce. Nocoj vas vse skupaj vabim v sobo deklice Lije in njenega mlajšega brata Nala, ki je obupan, saj se sooča z velikimi nalogami, ki se mu zdijo pretežke. A na srečo je z Lijo in Nalom tudi sova, učiteljica modrosti. Bo dečku uspelo uspešno narediti naloge? Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo moji avtorski pravljici za Trijano in Lana z naslovom Srčna nit. Nekoč, nedolgo tega, sta živela deklica Lija in njen mlajši bratec Nal. Skupaj z mamo in očetom so živeli v hišici na robu mesta, kjer so se zvečer zvezde zdele tako blizu, da bi jih lahko s konicami prstov nežno pobožal kar skozi odprto okno. Lijina ter Nalova soba ni bila povsem navadna otroška soba. Bila je njun kotiček, njun varen pristan, poln raznovrstnih knjig, zanimivih družabnih iger ter plišastih igrač, ki so bile skrbno zložene po policah. 9-letna Lija je naravnost oboževala knjige in jih prebirala s takšno strastjo, da je včasih pozabila celo na večerjo. 6-letni Nal pa je bil navihan, radovednega duha in vedno pripravljen na igro. A najbolj od vsega je rad poslušal domišljijske zgodbe, ki mu jih je doživeta brala sestra Lija. Takrat se je Nalov svet ustavil. Lijin svet pa je potoval med besedami, ki so znova in znova čarale čudovit domišljijski svet. Nekega večera je bilo v njuni sobi nenavadno tiho. Lija se je v branju potopila v skrivnostni svet besed. Nal pa je sedel ob svoji majhni pisalni mizi. Pred njim je ležal velik list papirja, prekrit s packami modre in rumene barve. Želel je naslikati najlepšega metulja na svetu, a mu metuljeva krila nikakor niso uspela. Nalova roka je drhtela, barve pa so se zlivale v veliko mavrično packo. Ne gre mi, Lija, je zavzdihnil in odložil čopič. Nič mi ne uspe. Ta packa sploh ni podobna metulju in pesmice, ki se jo moram naučiti do jutri, ne znam. Ne gre mi. Lija je umirjeno odložila knjigo, stopila k Nalu in ga nežno pomirila. Veš, Nal, včasih se čudeži ne zgodijo takoj. Za vse je potreben čas, pa naj bo vse skupaj še tako zahtevno ali pa sila preprosto. Čas je tisti, ki majhnemu semenu odpre vrata in naslika pot do mogočnega drevesa. V tistem trenutku se je na njuni okenski polici zaslišal rahel top-top. Skozi odprto okno je priletela sova Luna
modra učiteljica, katere perje je bilo v barvi srebrne mesečine. Njene prav posebne oči pa so videle vse tisto, česar ljudje včasih ne opazimo. Je tiho pozdravila Luna in se usedla na rob knjižne police. Slišim, da želi nekdo postati mojster v enem samem večeru. Naljo je žalostno pogledal in razočarano rekel: Luna, kako naj naslika metulja, če pa njegova krila vedno pobegnejo? Sova je počasi zaprla oči, pomislila in čez nekaj tihih trenutkov rekla: Nal, prva modrost, ki jo moraš poznati, je ta, da prav vsaka lepa stvar potrebuje svoj čas. Poglej reko, nikoli ne hiti, pa vedno znova pride do morja. Tudi tvoj metulj še čaka v tvoji domišljiji, da mu s potrpežljivostjo narišeš pot v svet. Nič ni narobe, če ti ne uspe v prvem poskusu. Vsaka packa na tvojem papirju je le stopnička bliže do tistih pravih kril, ki bodo kaj kmalu poletela. Nal si je obrisal solzo, ki mu je spolzela po licu, in Luno plašno vprašal: Kaj pa pesmica? Strah me je, da jo bom pozabil, ko bom jutri stal pred vsemi v razredu. In tebe takrat ne bo z mano. Takrat je Lija stopila do Nala, ga prijela za roko in ga posedla na posteljo. Luna je razprla svoja mogočna krila in nad njunima glavama se je za trenutek zaiskrilo, kot bi 1000 majhnih kresničk zaplesalo v sobi. Lija je Nalu zaupala drugo, najpomembnejšo modrost. To je skrivnost o srčni niti. Poglej, Nal, je rekla Lija in s prstom nakazala črto v zraku od svojega srca do njegovega. Med nama teče nit. Stkana je iz najmehkejše svile in najmočnejše ljubezni. Ne moreš ji videti z očmi, lahko pa jo začutiš v srcu. Luna je počasi prikimala. Ta nit, Nal, potuje s teboj. Ko bo že jutri stal pred vsemi v razredu in iskal besede pesmice, le malce povleci za to nit. Čutil boš Lijino spodbudo, čutil boš mamin objem in čutil boš očetov ponos. Ta nit je tako dolga, da seže do Lune in še naprej, in je tako močna, da je prav nič ne more pretrgati. Ljubezen tvojih najbližjih vedno potuje s teboj. Nisi sam, nikoli. Naslednje jutro je bilo sončno, a Nalov trebušček je bil na poti v šolo poln nemirnih metuljčkov. Stal je pred razredom, vsi so gledali vanj, besedilo pesmice pa se je znova nekam skrilo. Nal je odprl usta, a glasu ni bilo. Za trenutek je začutil tisto znano stisko. Srce mu je pričelo hitreje biti, solze so si počasi utirale pot na plano, nato pa se je Nal spomnil Luninih besed. Zaprl je oči in globoko vdihnil. V svojih mislih je poiskal srčno nit in jo čisto rahlo povlekel. V tistem trenutku je začutil toplo valovanje v svojem srcu. Strah se je razblinil. Njegov glas je postal jasen
In pesem je napolnila razred s takšno toplino, da so vsi v tišini prisluhnili vsaki Nalovi besedi. Bila je daleč najlepše povedana pesem, kar so jih v razredu slišali, saj je prihajala naravnost iz Nalovega srca. Ko je zaključil in sedel nazaj v šolsko klop, se je v mislih tiho zahvalil svoji sestri Liji, modri sovi Luni in tisti srčni niti, ki mu je vlila pogum, ko ga je najbolj potreboval. Tudi pri uri likovne umetnosti mu roka ni več drhtela. Čopič je namočil svetlo rumeno in modro barvo ter naslikal metulja z velikimi močnimi krili. Izgledal je tako živ, da se je zdelo, kot da bo zdaj vzletel s papirja. Nal se je nasmehnil. Vedel je, da mu je uspelo, ker si je vzel čas in ker je srčna nit potovala z njim. Ko je ob koncu pouka pospravljal svoje šolske potrebščine in v torbico skrbno zložil še sliko čudovitega metulja, se je v mislih še enkrat tiho zahvalil. Zahvalil se je za potrpežljivost, ki jo je našel v sebi, in za krila, ki so končno dobila svojo pravo pot. Z lahkotnimi koraki in polnim srcem je zapustil šolo. Ko se je Nal vrnil domov, je skoraj poletel v njun kotiček. Lija, Lija, povlekel sem srčno nit, res deluje, je vzkliknil in ji pokazal čudovitega pisanega metulja, metulja poguma. Lija se je nasmehnila s tistim sestrskim ponosom, ki ne potrebuje besed. Zunaj se je že spuščal mrak, ko je na okensko polico znova sedla Luna. Se je oglasila. Najlepše zgodbe se ne napišejo same od sebe. Napišejo se takrat, ko v svojem srcu začutiš toplino in veš, da na svoji poti nisi nikoli sam. Takrat tvoja krila postanejo lahka in tvoj polet seže vse do zvezd. Sova je pomežiknila Liji in Nalu, nato pa razprla svoja mogočna krila in še preden je izginila v večerno nebo, šepnila: Lahko noč. In naj srčna nit nocojstke najlepše sanje ter pravličen jutrišnji dan. V otroški sobi je ostal le mir in tiha obljuba, da bo Lijina ter Nalova srčna nit z vsakim dnem postajala le še močnejša. Kako čudovita in topla zgodba. Upam, da ste tudi vi ob poslušanju začutili tisto mehko in močno vez, ki nas povezuje z našimi mamicami, očki, bratci, sestricami in vsemi, ki nas imajo radi. Ne pozabite, kadarkoli vam bo težko, ko boste stali pred kakšnim težkim izzivom ali ko vas bo preprosto strah, le zaprite oči, globoko vdihnite in čisto rahlo povlecite za svojo srčno nit. Ljubezen vaših najbližjih bo v tistem trenutku potovala z vami. Trijana in Lan, verjamem, da ste uživala v pravljici in da bosta vajino čarobno nit čisto narahlo povlekla vsakič, ko bosta potrebovala malce poguma ali topel objem. V mojem knjižnem kotičku pa lahko prisluhnete še eni čudoviti srčni pravljici v rimah z naslovom Gozdni nemir. Prijazno vabljeni k poslušanju. Pravličen pozdravček Trijani in Lanu, ter pa seveda vsem ostalim poslušalcem pravličnega sveta v mojem knjižnem kotičku. Čau, čau!